Lep pozdrav z komentatorskega mesta v Mariborskem Ljudskem vrtu, drage prijateljice in prijatelji nogometa, dobrodošli v družbo prve lige Telemach. Derbi med vodilnim Mariborom in četrtouvrščeno Muro je tretje dejanje v 27. krogu slovenskega državnega prvenstva. Medtem priložnost morda za Muraše, Klemen Šturm, utekel je Horvat pred vrata, posredovanje Ažbeta Juga, Daku pa tam ni uspel žoge pospraviti v mrežo. Seluki poskuša s preigravanjem, Mudrinski pa prihaja do strela z glavo. To je tisto, kar smo govorili, da vzamejo Mariboru širino na boku. No, zdaj pa lepa priložnost, Repas lepo odigrano, toda obramba Ljubiča. Mutavčič, Alvir do Selukija, nova nevarna akcija vijoličastih, predložek na oddaljenejšo vratnico. Tam je Gorenc preskočil Mudrinskega, potem pa strel z razdalje. Še Mudrinski poskuša in dve obrambi Ljubiča. 13. minuta, Maribor se je močno približal. Horvat je poskusil, žoga se je odbila do Beganoviča, ki strelja mimo gola. No, sedaj smo videli, kaj Daku pomeni za igro Mure, kako močan je. Bi nov neuspeh. Zdaj pa Mudrinski po napaki v Murini obrambi, Mudrinski pa mimo gola. Kakšna priložnost za Maribor, ostaja 0:0. Ognjen Mudrinski pod Kalvarijo. Mutavčič v prodoru mimo Mula Husejnoviča, Mutavčič znova pred vrata, skakal je Mudrinski, tudi Karamarko pred njim, potem pa vratnica. Vratnica Marka Alvirja, ki bi zdaj lahko zadev na drugi zaporedni tekmi. Alvir še vedno ogromno je prostora je osvojil, Alvir v sredino, Mudrinski ima priložnost, toda Karamarko na pravem mestu, pa potem Repas mimo gola. Horvat v kazenski prostor, tam je Beganovič, takojšnja podaja na oddaljenejšo vratnico, Šturm je dobil skok, kaj se dogaja pred vrati Maribora, žoga je še živa in Ažbe Jug, mislim, da je vendarle zgrabil žogo, potem pa nekaj hude krvi tam med nogometaši pred vrati. Miri strasti zdaj prav domači vratar. Tudi midva sicer ne veva, o čem. Ja, medtem pa se končuje že 5. minuta dodatka. 11 metrovka. Definitivno ne namerna roka, ampak če je to... Horvat ali Jug, Horvat zanesljivo in Mura vodi v Ljudskem vrtu z 1:0. Tomi Horvat je zadev že v 7. minuti dodatka prvega polčasa. 5. zadetek v tem prvenstvu za Tomija Horvata in Muraši se bodo na odmor pa tako izveden prosti strel in morda nevarnost za domača vrata. Podaja v kazenski prostor, Horvat je znova pred vrati. Priložnost je to za Muro in strel Kozarja prek gola. Horvat pa takoj naprej proti Dakuju. Je z nekaj sreče žogo tudi zadržal in jo potegnil proti kazenskemu prostoru. Sesedel se je Watson, Daku do strela in brani Ažbe Jug. Tu bi lahko Tomi Horvat sprožil tudi neposredno proti vratom. Poglejmo, Horvatov poskus in spet je šel mimo Jug, potem pa strel prek gola. Jan Gorenc je bil tisti, ki je poskusil. Đorđe Ivanović v preigravanju. Predložek na Mudrinskega, ki je prišel do strela z glavo in obramba Zalokarja. A zdaj Ivanović. Lepo, zdaj sprememba smeri Đorđa Ivanovića, ki se je otresel Lorbka, potem pa podaja v sredino, Kronaveter in gol! Maribor je izenačil z zadetkom Roka Kronavetra. 1:1 v 82. minuti. Ja, Karanović je zadev, Stavarišen zopet je bil tisti, ki se je prvi dotaknil center šuta Đorđa Ivanovića, podaljšal. Mutavčič pa mu je žogo oduzel, še enkrat bodo lahko poskusili gostje Maruško.
Maruško ima precej prostora, tudi za strel mimo vrat Matic Maruško. Alvir in Kozar, Alvir pa proti Tavaresu, priložnost za Maribor in obramba Zalokarja. Marcos Tavares v 92. minuti. Radovan Karanović, na koncu delitev točk, kakšen je vaš komentar na današnjo predstavo? Ja, kaj reči, spet VAR, spet bi rekel, mogli smo začeti z -1. Res pa je, da je Mura imela prvi priložnost, ampak mi smo vseeno v prvem polčasu že morali tekmo verjetno obrniti v svojo smer, ampak v drugem polčasu na koncu lahko rečem, da se ta trud izplača, sicer Mura je tudi imela zelo dobre priložnosti. Enostavno na koncu realen rezultat. Sicer to vprašanje se nekako ponavlja iz kroga v krog, pa vendarle je bila morda za današnjo delitev točk kriva tudi manjša neučinkovitost. Že v prvem polčasu ste imeli dve zares 100-odstotni priložnosti. Definitivno, šansa Mudrija, prazen gol, to se njemu ne dogaja. Normalno, če iz take priložnosti daš gola, po 11 metrov, ki dobiš gol, ogromno je to delovalo tudi na psiho igralce, smo mogli na polčasu narediti marsikaj, da jih vrnemo na neki način v igro in enostavno, če ne zadeneš, nimaš kaj pričakovati. Na koncu konca, tako kot sem prej omenil, pika in moramo s tem biti zadovoljni. Na začetku prvega polčasa ste bili v manjšem krču, kar vam je zelo otežilo potek igre. Kaj je bilo po vašem mnenju krivo za to? Pa mislim, da enostavno so želeli, da pride do gola čim prej in marsikatera podaja je bila nenamensko, tako da smo se lovili, ampak vseeno smo prišli do določene priložnosti. Zadetek so skreirali trije nogometaši, ki so začeli na klopi. To so nekako sladke skrbi, lahko rečemo, za trenerja, ki ima na klopi tako efektivne nogometaše. Ja, normalno, da tudi ko sem delal menjave, sem računal na njihove izkušnje in oni so to tudi dokazali, ko so prišli noter. Na koncu konca Marcos Tavares je imel tudi v 93 minuti še enkrat priložnost, na našo nesrečo ni zadeval, ampak v tako kratkem času priti v priložnost, tudi asistent bil pri golu, tako da to lahko delajo samo nogometni mojstri. Damir Čontala, na koncu delitev točk, kako ste zadovoljni z izkupičkom? Pa moramo biti zadovoljni. Igrali smo pri vodilni ekipi v ligi, ampak neki igre nadprikus bo sigurno stal, gledam to, da smo večji del drugega polčasa zdržali, imeli tudi svoje priložnosti, da bi povišali vodstvo. Ampak ja, na koncu bi se tudi Mariboru lahko tekma obrnila v njihovo korist. Mislim, da je rezultat popolnoma realen. Vaša obramba je sicer na današnji tekmi delovala popolnoma brezhibno, a vendarle bi lahko dejali, da je zakaj več morda zmanjkalo nekaj zbranosti v tisti akciji pri prejetem zadetku. Pa ni samo zbranost, neke okoliščine. Ravno smo imeli igralca manj na igrišču, ki ni mogel vstopiti zaradi tega, ker je bila igra prekinjena zaradi poškodbe in prav po tej strani nam je Maribor prebil, zato nam je manjkal tudi en igralec v 16-metrskem prostoru in Maribor je to takoj kaznoval. Že v prvem polčasu sta se sicer poškodovala kar dva vaša varovanca, in sicer vratar Ljubič pa kar pomemben člen v vezni liniji Luka Bobičanec. Morda že imate prve informacije, kako je z njima? Ne, nobenih informacij še nimamo, upam pa, da bosta čim prej zopet nared.